Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Zadnji meter. Danes je z menoj en zelo zanimiv gost, moj dober prijatelj Nino Batagel. Živja. Živja, Darko tukaj. Vem, kako je živeti z omejitvami in vem tudi, da finančna svoboda ni privilegij, je pravica. Ko sem bil profesionalni športnik, sem se naučil eno stvar. Dober načrt je vse in enako velja za tvoj denar. Varčevanje v plemenitih kovinah ni samo za bogate. Že s 25 evri mesečno lahko začneš graditi svojo finančno varnost. Ne čakaj na popoln trenutek. Tvoja prihodnost je tvoja odločitev. Več o ponudbi preveri na povezavi spodaj. Živjo. Nekdanji plavalec, plesalec, kaj še vse? Zakaj vse nekdanje? No, plavaš še, znaš. Ja, Mislim, še da večkrat plavaš kot jaz. No, Da, a veš, ja. ampak midva sva se spoznala leta 2011 Vem sam, da je bilo na Brniku. na Brniku, ali pa na avionu skoraj. Ja, Ampak ti si kdaj prišel na voziček? na voziček sem prišel 2009, se pravi 2009 sem se poškodoval pred konec leta, nekje september, tako da sem dejansko lahko zaživel, da rečem, da sem šel ven na vozičku 2010. Prav dobro leto je trajalo. Ja, nekaj takega, no. Pač vse te rehabilitacije, da se sestavaš, da vidiš, kje si, kje nisi, pa še pol ugotavljaš naprej ves čas. Pa se ta rehabilitacija naprej, ko bi rekel, razvija. Ampak ja, šport, ko smo se pa v športu spoznali, pa del neke te rehabilitacije, socializacije tudi pol na novo in konec koncev tudi potovanja okoli, ne. Je pa res, da kakšen let ali pa 2 let potem po poškodbi moji, ko smo se spoznali na Brniku, ne bi sploh rekel, da sem bil 3/4 toliko sestavljen, kakor sem zdaj. Se pravi, zdaj boljš počutiš. Ja, definitivno. Kaj pa v bistvu, kaj te je prikovalo na voziček? Kaj je bil tisti trenutek, kaj se je zgodilo? Lahko rečem neumnost, nepazljivost, bil je skok v vodo, voda je bila prenizka. Tam, kjer sem mislil, da bo voda, je bila skala, zadel sem z njo z glavo, ne, ker skače se na glavo v vodo. In ja, zlomil sem si vratni del hrbtenice, na istem mestu tudi temu C5, C6. Poškodoval hrbtenjačo in to pomeni okromelost spodnjih udov in delno tudi zgornjih udov, ne, tako da ja, nekako to je neka ta stanje, ki me bo spremljalo, no, mislim, da kar do konca življenja, ne. Ti si rekel enkrat, da se spomniš vsega takrat oziroma vmes, da Ja, je navodila. dajal navodila, pogovarjal se, pa ker sem tudi že nekaj podobnega reševal in postopal, sem točno vedel, kaj se dogaja. Pa sem v bistvu hotel pomagati, kakor vem in znam, ne. Čeprav na enem momentu so me nehali poslušati pa reči, ali bomo mi kar to tako naredili, ke mi vemo, da je prav, ne, in ja. So imeli bolj prav, Definitivno, definitivno. Definitivno, veš kaj, vedel sem, da imam zlomljen vrat, in ko so me spravljali na zajemalna nosila, želel sem, da me z odspodaj zajamejo, da me ne obračajo v osi, ker sem se bal, da bodo še kaj dodatno poškodovali, ne. In so rekli: "Glej, Nino, vemo, kaj delamo, tiho bod, mi te rešujemo." In so me pol po osi obrnili pa dali na zajemalna nosila gor, in do konca imobilizirali. Tukaj je bil ta trenutek, ko so me nehali poslušati. Ja. Kakšen v bistvu človek si zelo težko predstavlja, da veš, da se ti je življenje nekako spremenilo, ne, v tisti sekundi. Ta občutek, ali o čem takrat razmišljal, samo to, da probaš čim boljš priti čez v tistem trenutku. Pa bolj o tem, kako čim bolj v tistem trenutku priti čez, ke veš, da ti bo pol boljše, kakor se v tem trenutku vse odvije, večje možnosti so, da bo boljše pol tudi naprej. In bi rekel, no, da nisem nekaj prav naprej razmišljal, nekaj nazaj tudi ne, pač v tistem delu, procesu, ke so me reševali, ke sem že vedel, koliko je ura. Samo želel sem
vsak naslednji trenutek, da bo da čim hitreje na operacijski mizi, no, in da porihtajo to, kar imajo za porihtati. Prav si ful racionalno razmišljal takrat. A veš, da to pa ne bi mogel vedeti, no. Zdaj je to racionalno, je to optimistično, je to ne vem, ne bi mogel reči, no, ali je to racionalno, ampak ja, bolj v teli smeri sem šel, no. Pa spomnim se, da sem se komaj čakal, da dobim stalno anestezijo, da me začnejo z operacijo, ke so bile res neznosne bolečine, no. Tega se zelo spomnim, da sem komaj to čakal, kaj drugega, pa kaj sem še razmišljal, pa ne. Zato, ke sem tudi nekje v ozadju vedel, no, da rehabilitacija je možna. Ke sem tudi pred tem delal na Soči, kot pomoč v fizioterapiji, no, vedel sem, da neka rehabilitacija je možna. Življenje po trajni poškodbi je pol tudi čisto enakovredno možno. Tako da nisem že vnaprej nekaj objokoval ali pa pričakoval, ampak sem vedel, to možnost sem imel v ozadju, da je možno, sem pa vedel, da vsak naslednja sekunda, ke jo bomo tam naredili, je pa ful pomembna pol za prihodnost. Če gremo malo nazaj, obdobje pred poškodbo, mladost, oziroma ti si bil star koliko, 22 let. Ja, 22. Ti si bil zelo aktiven športnik, adrenalinec. Aktiven. Aktiven. Bomo rekli aktiven. Ta adrenalin ima malo tak, malo čudno konotacijo, no. Pozitiven, čak, peljal si se z rolerji po bob stezi v Sarajevu. To je bila ena izmed Red Bullovih eventov, Red Bull Hot Run se je imenoval, in ja, ful dober feeling je bil. Hitrostno rolanje sem treniral in pol, ke v članski kategoriji nisem bil več toliko dober, kakor sem jaz upal, da bom, sem rekel, okej, gremo pa zdaj probat, kako je kaj z downhillom, še dokaj nerazvita stvar je bila takrat, in ja, ena izmed teh stvari je bil tudi ta spust po bob stezi. Pol smo se še v Sloveniji s parih klancev dol spustili. Da bi pa sodeloval pol na svetovnih prvenstvih, je pa poškodba vmes prišla. Oziroma si prestopil med paraolimpijce. Sem prestopil med paraolimpijce, med paraolimpijski športni komite in sodelujem v drugih disciplinah. Tako. Koliko se ti zdi pomemben ta del mindset oziroma, a ne, ti si rekel, da si v trenutku, ko se ti je to zgodilo, nekako že vedel, da je možno iti naprej, nisi imel teh črnih misli, da se je pa življenje ustavilo, a ne. In tudi jaz takega poznam, da pač vse, karkoli se je dogajalo, vedno si bil, okej, saj bo v redu, saj pač ni to zaigrano, a ne. Ja, meni se zdi, da ta mindset kar rešuje, no. Glej, ke se ti nekaj zgodi, ne ajde, lahko že vnaprej rečeš, to je hudo, to je ne vem kaj, ampak dokler ti res ne začneš živeti tega, ne veš, a je to res hudo ali ni hudo, ali je sprememba velika, ne, samo če imaš pa neki tak mindset, da glej, zdaj gibanje na vozu je zame čisto samoumevno, jaz si ne znam več drugače predstavljati mojega vsakodneva. Ke me kdo vpraša, in kakšna je razlika, ne vem, ke je zdaj to toliko že meni samoumevno, da mi je normalno, ne. A je kdaj težko, je kdaj naporno, je, ampak tudi če je nekdo nepoškodovan, brez katerekoli ovirnosti, ima tudi slabe dneve, tudi se mu kaj ne da. Tako da jaz tulele nimam nekih, ne morem nekih vzporednic vleči, kaj je boljše, kaj ni boljše, pa tudi ja, a je to optimizem ali ne vem kaj, ne vem, zmeraj je po mojem fajn, Slovenci imamo en tak dober pregovor, nobena juha se ne skuha toliko, se ne poje toliko vroča, kakor se skuha, ne. In tako ja, moraš počakati, da se situacija umiri, in pol iz te situacije videti, kaj se da, kaj se ne da. Ja, to je zelo tak dober mindset, razmišljanje, kako se to lepše pove. Pol, ko si v bistvu ti si seveda prišel pol tudi v plavalno reprezentanco, bazene so se nekaj časa delila Ja, do leta 2017. samo ti si bil v hitrejši progi. Dobro, ja, malo sem imel boljši tok po navadi. Ja, ta naš humor je bil vedno zelo zahteven za vse okoli nas.
Ampak to, kaj ti je v bistvu šport dal, a ne. Prej si bil že športnik, pol si v bistvu šel nazaj v šport in nisi bil samo plavalec, si probaval tudi druge športe. In če bi tudi vsem, ki to poslušajo, a ne, povedal, da si bil ti tisti, ki si mene spravil na sup, a ne. Sva šla na Krko na sup, tako da v bistvu si izjemno aktiven. Ja, meni je v bistvu biti aktiven, pa v bistvu biti zunaj, pa v bistvu delati stvari, ki so ti všeč. Kaj mi je šport dal? Predvsem mindset, da vsak majhen košček treninga ti pol prinese, ke jih veliko teh koščkov skupaj sestaviš, neki rezultat, nekaj dobrega. To sem tudi v rehabilitacijo prenesel, to imam tudi nekako v vsakdanu. In teli majhni cilji pol nekaj sestavijo. Zdaj, če sem pa dobil ful neke energije, ali pa ne energije, splošne mišične moči pa koordinacije, pri plavanju, ne vem, zakaj tega ne bi izkoristil pol tudi za sup, tudi, ne vem, za smučati na vodi, za ples, za leteti v vetrovniku. Ne vem, fajn mi je, da se več športov povezuje, ke pol v bistvu, si bolj, več stvari lahko delaš. V večih stvareh se imaš lahko lepo. Več stvari, v večih priložnosti, lahko več sveta vidiš na boljši, lepši način. Se ti zdi, da je šport za invalide oziroma, moramo biti ful politično korektni, osebe z invalidnostjo, ne vem, kako je prav, pomembnejši tisti tekmovalni del ali ta socialni aspekt, da vključevanje v družbo? Pa saj to lahko čisto prevedeš tudi na šport neinvalidov, ne. Kaj je pomembno? To, da se otroci gibajo pa razvijajo, pa da si pol ti čez celo življenje neki rekreativec, ali to, da si vrhunski športnik, pa utrpiš neke poškodbe pol zaradi, športa. Definitivno primarno bi mogli biti ta rekreacijski del imeti največji poudarek, v splošnem življenju, ne glede na to. V bistvu še bolj, če imaš kakršnokoli invalidnost ali pa oviranost, še bolj, in pol pride posledično tudi ta socialni del pa druženje, pa resocializacija. Je pa res, da če boš imel pol posledično tudi več rekreativcev, več ljudi, ke se ukvarja z določenim športom, večji bazen, boš lahko tudi več, profi športnikov dobil, tudi več vrhunskih športnikov, ke bodo pa rekli, da jim je ta rekreacija premalo, pa bodo šli svojo vrhunsko pot naprej. Korak naprej želeli narediti. Ja, a veš, mislim, glej, ti si neka izjema v plavanju, ke nas ni veliko, ke smo plavali, čeprav je zelo lahko plavati, ker rabiš samo kopalke pa bazen. Pa zdaj imamo v Sloveniji res veliko bazenov, in trenerjev in vsega. Nimamo pa nekega splošnega zavedanja ali pa splošno, da bi vse spravili v vodo, pa da bi šli plavat. In da bi pol se izmed vseh, ki plavajo, dobil nekdo, ke je, mu je toliko všeč plavanje, pa toliko dober, kakor si bil ti, ne. Ti si v bistvu po nesreči prišel v plavanje, ne. Skoraj, ja. Skoraj, ne. Ja. Jaz tudi. Smo vsi v takratni reprezentanci, ke smo bili, ti, Aleš, Sečnik, tudi Alen Kobilica po svoje, smo se zgodili, a ne. Smo se zgodili, ja. Mene je zanimalo, a bom lahko na morju plaval. In sem zaradi tega tudi začel plavati. Pol sem pa nekako bil dober. Pa sem se v reprezentanci znašel. In če bi, ja, več ljudi spravili v bazen, pa pol ne samo v bazen, tudi v druge športe, sploh pri mlajših kategorijah, sploh, ne vem, do enega 12. leta, se hitro lahko vidi, kje je Zdaj govoriva o nekdo. parašportnikih ali, Pa po mojem, da v splošno, no. Samo v parašportu bi mogli še bolj spodbujati to, no. Še bolj, kakor normalno, kakor ne parašport, no. Koliko je bilo tebi recimo ovira logistična dostopnost, recimo, okej, jaz sem lahko šel čez stopnice, tam v Radovljici recimo smo takrat imeli, stopnice, pa je bilo kar zahtevno gor priti, a ne, te je mogel nekdo nesti, ali kako je že bilo? Ne, s kontra smo prišli,
čez tista vrata, ker če predolgo pustiš odprta, balon dol pade, ne. Ja, Ja. ja. Večji izziv sem imel, ja, glej, so izzivi, no. Imaš izzive najprej, ko sploh pride do bazena, sploh če nimaš avta, sploh če še delaš na tem delu v svojem življenju. Pol, če še nimaš neke možnosti, kako se preobleči, pol še s tem rabiš imeti tudi neko asistenco, neko pomoč. Tako da ja, to, da je kakšna stopnica pol bila pred bazenom, je bila takrat meni najmanjša ovira, no. Večja to, da sem rabil nekoga, da mi je pomagal do bazena sploh priti, na bazenu. In pa ja, v bistvu sem pol ugotovil, da je bila v bistvu največja težava proge dobiti proste, ob nekih normalnih urah, kakor pa tista štenga ali pa prestrma klančina pred bazenom. Ja, to se pa spomnim, je bil vedno pogovor, kdaj bomo trenirali, kako bomo trenirali, Ja, kdaj ja. bo možno. Ali ob 8 zvečer, ali ob 6 zjutraj, ali oboje celo, tako da ja. Bolj je tukaj bilo treba neko prilagoditev narediti, kakor no. Je pa zdaj vsaj v Ljubljani kar nekaj novih bazenov, ke pa so v redu. Hodiš plavat, Ja, glih včeraj sem bil kam? v Vevčah. Vevče. Vevče, ja. Tak, res prijeten mi je. Lep bazen, ja. Lep, Jaz prijeten. parkrat. Ja, ja. In mi je všeč, no. Me kar mika, da bi nazaj začel. Tako je za reprezentanco začel nazaj. Ja, Se takoj lahko pošlješ dopis, da si dvakrat treniral, pa glej, Pričakuješ, da boš- gledal sem po uri, za foro sem šel po uri gledat, koliko imam čase in vse norme naredim, tako da, ja. ja. Trenutno imamo, se mi zdi, da v Sloveniji ogromno več plavalcev, ki je bilo nas, a ne? Ni pa nikogar, ki bi nastopal na največjih tekmovanjih. Ja, kakor si rekel, mi smo se takrat zgodili, pa bili smo izjeme. Pa nekako čist po nesreči smo se poklopili, da je bil vsak v eni kategoriji pa disciplini, čeprav Sečnikom sva oba dva v S2 bila. Prej bi rekel, da boljš, da jih je več, pa da je manj rezultatov, ke prej ali slej bodo rezultati prišli, no. Samo da je ta zavedanje, no, da se spravijo v vodo pa da trenirajo. Tako je. Mislim, jaz sem pri tebi vedno ful cenil ta sproščen odnos do treninga. Recimo, jaz sem bil ful tekmovalen, a ne. Ja, sva malo različna. Ja, ti si bil pa bolj, ti si bolj v poti užival, jaz sem bolj v ciljih, a ne. Ampak se mi zdi, da je bilo vedno fajn s tabo okoli hoditi, pa da si bil en tak protiutež, no. Oba dva z Alešem sta bila tako velika protiutež mojemu karakterju. No. Ja, je bilo kar zabavno včasih. Ja, ampak rezultati pač ne pridejo, a ne, sami od sebe. Ja. Kasneje, kaj si bil tudi ambasador za Wings for Life? Ja, to sem še vedno. Malo več lahko poveš o tem gibanju oziroma Gibanju, projektu, v bistvu, glej, Wings for Life je organizacija, ki se je ustanovil v bistvu zdaj že pokojni ustanovitelj Red Bulla, Dietrich Mateschitz, s svojim kolegom, ker se je njegov sin, od kolega sin, poškodoval hrbtenjačo, mislim, da na motokrosu ali nekaj takega. In so gledali, kako to, da vse lahko pozdravimo, ali pa zelo veliko stvari lahko pozdravimo, popravimo, hrbtenjače pa nekako še ne znamo, no. In sta takrat že, po mojem, da je to blizu 20 let nazaj, ustanovili to fundacijo, kjer se v bistvu sredstva namenjajo znanstvenim raziskavam za pomoč pri odkrivanju nekih novih postopkov zdravil. Ne vem, nisem zdravnik, da bi vedel, kaj in kako je to treba delati. In ja, tudi že pred poškodbo, glih, ko si rekel, v Sarajevu, sem imel na dresu že logo od Wings for Life-a. Ja. Ja, sem ga že imel, tako da je bilo pol sam še naravno, da ko se je pa začel Wings for Life World tek, to je pa tek, ki po celem svetu vsi naenkrat štartamo in laufamo toliko časa, dokler te neki catcher kar ne ujame. Se pravi, kakor otroci, ko smo se šli lovilca, mi je bilo v bistvu samo neka naravna pot, no, da zraven še to podprem, ne. Če sem že pred poškodbo sodeloval
zakaj ne bi pol še zdaj naprej. No? Ta projekt je zdaj zelo razširjen globalno. Ja, sploh tale World Run je to spravil na next level, kjer res po vseh kontinentih v istem času, se pravi, mislim, da je v Sloveniji ura 12 ali 1, v Ameriki je to zgodaj zjutraj, na Japonskem je to zgodaj pozno zvečer, vsi naenkrat štartamo in laufamo. No? In vse, kar se v četrtnini nabere, gre v raziskovalne namene, ne, organizacija pa je v rokah Red Bulla, tako da se jaz temu marketingom, no, mislim, da športnim marketingom predvsem to kar fajn parel med ljudmi, pa konec koncev tudi vsi Red Bullovi športniki so ambasadorji Wings for Life, ne, tako da imajo vsi nekje skrit ta logo. Prej si na začetku govoril o rehabilitaciji. Malo bolj razloži, kako je to potekalo. Ti pač prideš tja. Jaz si tega res ne predstavljam. Okay. Ajde, kako zdaj greva od začetka, ne? Odpreš oči, nekako zveš, da si ful poškodovan, pol si še malo na tistih močnih zdravilih, pa ne veš, kaj je res, kaj ni res. Pol po kakšnem mesecu, 2 mesecih tega greš, najprej pride prvi fizioterapevt do tebe, pa ti malo noge razgibavajo. Pol greš nekako na Sočo, se pravi na Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije. Tam pa v bistvu na začetku nič kaj prav preveč ne delaš, ker si do zdaj 2-3 mesece ležal, te najprej prvih nekaj dni, tednov probajo vertikalizirati, da v bistvu sploh telo deluje v nekem sedečem položaju. Je ta asistirana vadba ali kako, da te malo razgibava na postelji, posteljo pol tildajo, da se kri začne tudi malo vertikalno teči. Pol je počasi posedanje na voz, pol vidiš, da rabiš pripomoček za jesti, rabiš pripomoček za zobno ščetko držati, pol se učiš vse to uporabljati, pol bi se rad že počasi presedel, pa vidiš, da ne gre, pa koliko težav imaš tule. Pol vidiš, da v bistvu še voza sploh poganjati ne moreš, pa je največji uspeh, da prideš od sobe do konca hodnika. Ne vem, to je ta rehabilitacija, ne, pol si pa počasi cilje postaviš, okej, kaj če bom zdaj hitreje prišel do konca hodnika, kaj če bom zdaj najprej 15 minut dlje navozil, pol ure dlje navozil, kakor sem bil včeraj. Kaj če bom zdaj, ne vem, nekaj novega, nekaj tretjega probal, no. Tako, sem ti odgovoril? Vsi precej. Ja, plus poznavanje samega sebe, ne, kako, kdaj moram iti na WC, kaj se dogaja, kako se to dogaja. Čist drug način življenja. Si imel kakšnega ta peer supporta, kako se to reče, da nekdo, ki je že šel čez eno podobno izkušnjo, da te mogoče peljal čez? Veš, da tega nismo imeli takrat, no. Danes to obstaja? Danes to ne obstaja, tako da ni še, tako bom rekel, ni v neki uradni shemi še tega. Peer support obstaja, vsaj med nami, ki vemo, koliko je pomembno to. Grem še nazaj na Sočo, sem pripravljen vedno priti in pomagati telim zanamci, ali kako jih poimenovati, sveže poškodovanim. Pokazati, saj ne, da jim boš ti rešil svet ali pa karkoli, ampak samo dal neko zavedanje, da življenje je pol tudi zelo možno. Isto življenje je možno, no. To ni bil toliko peer support, kakor sem na hodniku od Soče slišal enega paraplegika, ki se je pritoževal čez prodajalko, da mu nekaj vrečke ni prav dala ali denar vrnila. Nekaj takega, kakor se čisto vsak človek lahko negoduje, no. In takrat sem rekel, okej, glej, to, da je navozil, pa da je mogel iti v trgovino, to ni njegov največji problem. Največji problem je isti, kakor ga imajo vsi ostali. Torej, iz tega nekako sem pol prišel do tega tudi mindseta, ja, da življenje je možno, da imaš lahko še pol naprej normalne probleme, ne samo
svojo poškodbo. Tako da ja, sem pa pogrešal peer support. V enih državah je to zelo dobro razvit. Imel sem pa tudi srečo, da smo bili takrat v tistem obdobju na Soči kar nekaj mladih, ki smo se spodbujali, no, in komentirali en drugemu svoje vsakodnevne težave, ki smo jih imeli takrat v tistem momentu. Ja, to je res ena pomembna stvar, če smo imeli svoje dodati noter. Ja, valjda. Cel življenje brez nog, pa sem živel dober življenje, ampak šele ko sem šel v Ameriko, pa tam srečal 30 istih ljudi, kot sem jaz, sem dvignil ta nivo, a ne. No, saj, veš, ko se lahko tudi s kom primerjaš, pa sam, a te kdaj recimo zanese, ne? Jaz sem se pol začel, jaz imam tetraplegijo, imam tudi roke ohromljene. Pa sem se kar mogel malo bremzati, da se s paraplegiki ne primerjam. A si ti kdaj samo primerjaš recimo z nekom, ki je samo na eni nogi amputiran, ali pa To ne. podkolenske, da ima obe dve noge, pa da si rečeš, glej, kaj on naredi, jaz bom tudi to. Včasih so mi malo fovš, po domač povedano, ampak bolj, če si tiste videe videl, imaš ene, ki res hodijo, da ne opaziš, da ima proteze. Ja. In jaz bi to tudi, ker sem željen dokazovanja, ampak mene ovira kolk. Imam zelo slab kolk in to mi gre skrajno. In letos, lani nazadnje, sem bil tam v Ameriki, sem 3 dni, 4 dni brez palce hodil, ker načeloma palce uporabljam. In ko smo šli na ta zadnji dan na hiking, se pravi na pohod, ko greš tam v hribe oziroma na tisto nek nacionalni park, in si greš temi kratkimi protezicami, stabi. In vsi že grejo in jaz začnem hoditi, mene je toliko v hrbtu štihnilo, da nisem mogel niti koraka več narediti. In mene je ego takrat, pa ne ego, ampak to, plačal sem si karto za Ameriko, šel tja in pol ne moreš, a ne. Ja. In ker sem gledal tiste fante, ali pa tudi punce, meni se noben ni zdel fizično veliko boljši od mene, pripravljen, a ne, ker nisem tako, sem relativno fizično v dobri kondiciji. Ampak zakaj jaz ne morem tako kot oni, a ne? In to, daj sprejeti ta vidik, da ne moreš čisto isto kot drugi narediti, ampak si rečeš, pa sem pa mogoče mogel spremeniti v tem kontekstu, da meni noge ne pomenijo to, da bom jaz zdaj hodil na pohode, pa v hribe, pa ne vem kaj, ampak da mi omogočajo življenje, a ne. Se pravi, da sem to sprejel. In da se ne dokazujem, da bom vsak dan šel za 1 uro hoditi, ker tega ne rabim v življenju. In to sem mogel sprejeti pri sebi, a ne. Pa bi ti pomagali, da bi bili taki programi, recimo, a je sploh možno tak program, je toliko amputirancev, da bi tak program bil v Sloveniji? V Sloveniji ne, je pa ena zanimivost, zdajle še 14 dni nazaj, malo pred novim letom, no, sva se slišala z enim Norvežanom, ki je isti kot jaz, se pravi isto brez obeh nog pa roke. On je v neki nesreči, ki je čez eno električno ograjo plezal, izgubil roko, pa so mu pa zaradi, mislim, sepse mogli še noge amputirati. In mi je po videoklicu dajal navodila, kako nastaviti kolena zaradi statike, zaradi boljše pozicije, ker mi je neki kolk matro, a ne. Se pravi, mi je pomagal nekdo, ki se je to naučil in je meni pomagal, a ne. Jaz mislim, da to, kar je v Ameriki, tak kamp je ful edinstven. Se ga pa udeležijo res samo tisti z najmočnejšo željo po življenju, a ne, mislim po normalnem, aktivnem življenju. Ker ti imaš tam, pride par ljudi takih, ki so res prvo leto ga vidiš, ki se res muči s protezami, naslednje leto pa pride, pa je na pol Usain Bolt, a ne. Ker res tako razliko vidiš, da je noro. Imaš pa tiste, ki je že malo zakrčen, že v svojih izgovorih, v svoji glavi in ga naslednje leto mogoče ni, a ne. Tako da mislim, da skupine, da je toliko malo takih ljudi, ki je pa fajn, da se povežemo med sabo in tako kot ti, a ne. Ko si rekel, da je tebi pomagal en, ki je en stavek rekel. Ni to, da je on tebi hotel pomagati, ti si ga samo slišal. Jaz sem ga samo slišal, ja. Tisto, kar si rabil slišati, a ne. In a nisi ti enkrat en program pripravljal na to temo? Ja, smo tudi z nekimi tudi z neko zdravnico so bila zelo v navezi glede tega, ampak na žalost, kako bi se rekli, takrat
slovenska rehabilitacija še ni bila pripravljena na to, ali kako bi se temu reklo. Politično korekten odgovor. Ja, se pa, mislim, da se bodo pa v kratkem kar odvile neke zadeve, upam, da se bodo, no. Želim si, da se odvijajo neke zadeve v tej smeri, no, da bo ta peer support tudi bolj strokoven, bolj povezan z institucijo, no, da bo del same institucije, da ne bo tako na hodniku, ampak da se bo odvilo to smer, no, kakor si marsikdo na Uri Soča želi, no, in delajo na temu. Tako da, glej, držim pesti, no, da se bodo te plani uresničili. Se tebi zdi, da je v Sloveniji za invalide dobro poskrbljen, da imamo možnost? Na svojem primeru bi rekel, da je Slovenija zelo socialna država in da če bi rad nekaj, lahko dobiš neka osnovna sredstva za to, da prideš do točke, ki si jo želiš, no. Bi rekel, da kar zelo je. Ni pa tako, da boš ti ležal in da se ti bo vse uresničilo čez noč, ne. Moraš biti zelo proaktiven, prebrati kakšne zakonike, prebrati pravilnike, spraševati, trkati od vrat do vrat. Bi rekel, da moraš več pokazati, da se na nek osnovni nivo spraviš, recimo službe, kariere, kot nekdo, ki nima recimo invalidnosti. Ja, več zato, ker nas tudi več zakonov opredeljuje samo zaposlovanje invalidov. Zaradi tega bi rekel, da v prvi vrsti več. Dobro, lahko se tudi brez poznavanja teh zakonov ti zaposliš brez problema, če je delodajalec za, ali pa če bi pa rad ti neke benefite, ki jih država nudi izkoristil, pa moraš ti malo se pozanimati, kateri so vsi ti benefiti, ne. Ni tako, da zdaj sem pa jaz se zaposlil kot invalid, pa mi bodo trkali na vrata, to ti še pripada, to ti pripada, to ti pripada, ne. Ampak saj mislim, da je nasploh tako, no, glede vseh teh, kaj so to socialni transferji, ali kako poimenovati, no, se moraš ti sam v njih pozanimati, no. Mislim, da je to kar tvoja naloga. Kaj pa strani delodajalcev, se ti zdi, da ko vidijo osebo z invalidnostjo, da ga vidijo kot invalida in vse tisto, kar ne more, ali najdejo tiste dodatne pluse, ki jih neka taka oseba prinese v delovno okolje? Tule bi po mojem nekako 3 pola razdelil te delodajalce, ali kako. Imaš eno skupino, ki jih v bistvu sploh ne gane, da bi zaposlovali invalide. Imaš potem drugo skupino, ki bi samo invalide zaposlovali in imeli invalidska podjetja. Imaš pa tretje, po mojem, ki jih je pa kar dokaj težko najti, ali pa ne težko najti, ker se pa moraš ti v bistvu najprej kot oseba bolj dokazati, da te v bistvu sprejmejo kot normalnega, kot čisto enako zaposlenega, ali ne vem, kako bi se prav izrazil. Tako bi rekel, no, če imaš neke rezultate, če jih znaš ponuditi, če si dobra oseba, mislim, da najdeš zaposlitev, no. Če pa bi ti sam takoj, zato ker si faks končal, zdaj bom pa jaz dobil službo, pa mislim, da jo v nobenem primeru ne boš našel, če imaš invalidnost ali pa če jo nimaš. Spet je ta proaktivnost tukaj, ne. Če ti proaktivno iščeš, pa si proaktiven, pa bi rad nove stvari probal, pa se naučil, pa poskrbel zase, pol jaz mislim, da imaš veliko več vrat odprtih, kakor če samo čakaš. Ja, Kako si pa ti to videl? Kot najstnik sem dobil priložnost, da sem pri lokalnem podjetniku delal tam v proizvodnji kot študent in me je realno zelo enakovredno plačal, mislim, da celo enakovredno kot druge študente, s tem, da je bila pač moja produktivnost veliko manjša, nelogično. In se mi zdi, da mi je s tem dal res eno veliko vrednost, a ne, da sem
si zaslužil tisti denar, da ga nisem dobil ali pa karkoli. Kasneje ne morem biti mogoče ful objektiven, ker nisem imel glih neke take karierne poti, da bi, a ne, ker sem bil dolga leta zaposlen v javni upravi kot športnik, se pravi, tam sem bil pač spet prvi, a ne. Kar je bilo pa mogoče občutiti, da sem bil zelo omejen, ker sem bil lahko samo na carini, a ne, in je bila dosti nižja plača kot recimo v drugih, enotah, ampak, se mi zdi, da tako kot ti gledaš, a ne, da si vesel, da lahko nekaj narediš, a ne, sem bil jaz lahko tudi ful vesel, da sem bil kot prvi parašportnik v Sloveniji lahko profesionalec in to delal, a ne. Pol, ko sem pa nehal plavati, sem pa zelo hitro v podjetniške vode šel, sem pol tudi v tvoji sedaj firmi, a ne, Ja. soustanovil takrat Frunker z Gregom in, se v lastni firmi zaposlil, a ne, se pravi, nisem bil na trgu dela nikoli. Sem šel na en razgovor, no. Saj, a veš, zaradi tega tudi jaz toliko ne poznam, lahko sam filozofiram, ker zmeraj sem imel ali pa predstavil neke ekspertize, ki sem jih lahko sam jaz dostavil. In pol tudi takoj te loči od drugih, ne. Ali je to predavanje po šolah glede hrbtenjače, poškodbe hrbtenjače, te takoj v bistvu loči od nekoga, ki ni poškodovan, ne, in imaš neko prednost tule dodatno. Tudi jaz ne morem vedeti, kako se je zaposliti, no, recimo v neki malo večji firmi, pa da imaš delovnik od 8 do 4, da se štempljaš. Ja, no, se glih zaradi to, ko si rekel, da je pa produktivnost zmanjšana, ne, saj to pa je glih to, kar se moraš pol pozanimati, koliko dobiš lahko tukaj, koliko delodajalec lahko dobi zraven, država sofinancira to tvojo V produktivnost. bistvu tvoje delo je enakovredno plačano, pa ni prehud strošek za Za delodajalca, no, delodajalca, ja. to se v bistvu nekako krije, tako da to nekako ne more biti izgovor, ne. A za Ja, nezaposlovanje. za nezaposlovanje, ja, za nezaposlovanje. Tule me je, meni je bilo, zelo mi je bilo všeč, no, ena izjava enega profesorja na faksu, ko smo imeli nočno fotografijo in smo slikali na Ljubljanskem gradu, na obzidju, krožne stopnice so do gor. Deževati je začelo, meni se res ni dalo, da bom zdaj šel na dež gor nočno fotko delati, pa sem probal malo neki izgovor na invalidnost tako spraviti, no, daj, a res moram iti gor, joj, pa na vozu, pa vse to. Pa mi je lepo odgovoril, glej, fotka mora biti narejena danes, tako da me ne zanima, kako jo boš naredil, ne, ampak mora biti to narejeno danes, ne, in ja, to je bila takrat, mislim, da ena izmed teh brc, no, da sem se, Si pol gor na gradu naredil fotko? ja, čez 5 minut. Ja, Ja, čez 5 minut, ne. si vedel, da ni šale. Ja, ne, kaj je najlažje pa najboljše bilo, ne, sem pač rekel, dajte me gor, ne bomo to hitro naredili. Ja. Tako da, veš, včasih so tudi te, ne, kakor si rekel, da te nekdo res enakovredno jemlje, pa da ti reče, glej, saj ovire so povsod v življenju. Samo ti se jih moraš naučiti premagovati, no. Se zdi, da dostikrat invalidi sami preveč pričakujemo, da bo Ja, se nam svet prilagodil. ja, ful prevečkrat. Ful preveč. In ja, svet je takšen, kakor je, no. Je fajn, da si neke te objektivne, kar se tiče dostopnosti z moje strani, prilagodijo, da se glih neke, ko bi se rekel, tehnološke prilagoditve ne prilagajajo sociološko, ampak, ja, drugače moramo pa sprejeti, da smo del tega sistema in nismo mi teli, ki se nam bo sistem prilagodil. Prav ne pričakuješ, da bo zemlja ravna. Ja, ne, ni cel svet Tartinijev trg, kjer sam enkrat poženeš, pa se peleš, ampak ja, moraš iti tudi v klanec kdaj. Moraš iti tudi v klanec kdaj gor, ne, tako da, Ti veliko potuješ, recimo. pa če se ne motim, imaš predelan avto za kemper oziroma prikolico zdaj. Prikolico imam, ja, ja.
In spet izbiraš take stvari, ki so ti, nam rekel, da nedosegljive, ampak ki moraš se bolj potruditi, da se znajdeš, da isto živiš. Pa če mi je všeč. A A, veš, to, če mi je všeč, sej s punco se večkrat pogovarjava, pa zakaj gremo kampirat, zakaj ima prikolico, pa zato, ker ti je všeč. Enkrat me je glih, ja, prikolico sem na tehničen ga peljal, in mi pol po tehničnemu pride ta, ki je pregledoval prikolico, pa mi reče, glej, sej jaz imam avto dom, imam vse, je lepo, sam kako to, da se ti da ukvarjati s tem, pa kampirati, ne. Sem rekel, je točno tako kot tebi, zato ker ti je všeč. Pač ja, moraš malo izbrati. Je res, da je kje moja samostojnost bolj, kako bi se temu rekel, omejena, ampak se pa imamo pripomočke, saj imamo kolesa, saj imamo marsikatero stvar, ki pa lahko to pol nadomesti. Ja, prej si ti mene vprašal, ne, sprejeti tisti svoj limit, kdaj, ne, kaj zmoreš, kaj ne. Kaj pa ti, recimo, kdaj to sprejeti, kdaj, a veš, ta meja med, kako se to reče, sprejeti eno realnost, pa med oddati se usodo. Ponavadi takrat se prevrnem. Takrat se oddaš v usodo. Ja, večkrat se lotam marsičesa ful preoptimistično, pa ful preveč lahkotno, ampak šele pol vidim, koliko v bistvu je to zahtevno ali pa da to ne gre, ne. Ampak po drugi strani sem pa vesel, da sem se sploh lotil. Da sem bil dejansko pol seznanjen z odgovorom, okej, Tino, če boš še pol leta to delal, ti bo uspelo, ali pa lahko karkoli narediš, to ti ne bo ratalo, ne. Ja, Tako da ja, to me je pa ja, bilo na začetku kar težko sprejeti to, no, da kaj pa res ne moreš narediti, no, da tako res fizično ne moreš, čeprav bi zelo rad vse to naredil, pa se potrudil, ampak pol pa iščem najboljše približke temu. Kaj lahko največ, da pridem ne ne vem, ne da pridem v najbolj strm klanec s kolesom ali pa po največji ne vem kateri poti, ampak probam si zamisliti, kateri občutek bi takrat doživel, no, in pol neko stvar nekako skejlati ali si nekako poenostaviti pot, da pridem čim bližje temu občutku, no. v bistvu malo se reprogramiraš, ali kako bi se Ja, rekel. ja, nekako tako, no, nekako tako. Ne bi si rekel, da si pričakovanja zmanjšam, ampak si jih nekako, ali tudi ne omejim, ampak prilagodim, no. Saj to je v bistvu meni tudi zdaj, recimo ta primer v Ameriki, ko ta zadnji dan nisem mogel in sem pač bil res Ja, na tleh si, ja, Ja, tleh ti si pač, in pol še tisti en me je prav tako za roko mi pomagal in sem se tako počutil, ke one, veš, alfi. Res, ampak sem si pol rekel, pismo, pa saj zdaj 3 dni si zdržal brez, naredil si čisto vse, kar so drugi naredili, zakaj bi se zdaj zaradi tega dneva, saj si že 3-krat bil, a ne. In sem pol lažje to dejansko sprejel. Ja, če imaš nekaj tako za sabo, je lažje sprejeti, ne, če pa nimaš, si pa rečeš, okej, saj še nič nisem v tej smeri naredil, ne. Ni čudno, da je to tako. Ja, Ampak zdi se mi pomembno, no, da daš vse od sebe. Da pol lahko prideš do neke odločitve, kaj boš naprej. pomeni, da si se odločil ali pa izbral kvalitetno življenje. Jaz definitivno. Zakaj? Ker dostikrat, ko ljudje sprašujejo mene, a ne, ali pa tako na splošno, kako lahko toliko stvari počneš, ali pa kljub omejitvam. A je tebi kdaj, evo, kdo rekel v življenju, da bi na tvojem mestu naredil samomor? Ja, Meni isto, a ne. ja, In si ampak rečeš, ja, prav. zakaj iščeš izgovor? Ne. Ne, glej, tako jaz to jemljem.
dokler tega ne doživiš, ne moreš vedeti, kaj bi naredil. Točno to. Ne moreš, ni šans. Ja, ne moreš vedeti, no. Tako, ker jaz ne vem, kaj se nekomu v glavi dogaja. Moraš se pač soočati s tem, pa živeti, če hočeš. Bi rekel, da smo ali pa taki ljudje, ki ti tako pogojujejo, recimo, ali pa ki ti vsiljujejo pomoč, ne pojmo zdaj na to negativno stran, ali pa tak, ki ti reče, da bi naredil samo, to je preveč v svoji glavi. Se pravi, on ne zna tvoje situacije ali pa moje, kakorkoli, pogledati iz tvoje perspektive, ampak samo iz svoje, a ne. Je pa se prav, da gledaj svoje perspektive. Ja, sam, če bi iz tvoje bi rekel, okej, kako ti uspe, a ne, če bi se potrudil. Ja, ne vem, kaj naj odgovorim na to, no. Ali pa kam naj bi zapeljala, no, ker veliko ljudi najde neke ovire, najde neke omejitve pri sebi po glavi. In pol je recimo kaj telesnega, kakšna telesna oviranost, pol izgovor za vse to lahko rata. Ja, glej, fajn je imeti nek ventil, no, da daš to ven, da te negativne misli daš ven, ker če hočeš, nočeš, negativne misli lahko pridejo do vsakega v vsakem trenutku. Če imaš pa ti nek zdrav način soočanja s težavami, bodo pa težave prišle, pa jih boš znal predelati. Kolikokrat recimo se ti zjutraj zbudiš, pa si rečeš, zakaj, ali pa a moram res jaz se s tem dajati. Pa ne bi si rekel, se moram jaz res s temu dajati, ampak je tisto, že spet zjutraj, spet to. Jaz mislim, da tako kot vsi ostali. Saj imaš ful mimov, ki govorijo, ne vem, snus mi je že 5-krat zvonil, jaz pa še kar daljšam snus, ne. Pa ne bi rekel, da to glih ljudje z oviranostjo, da invalidi to delajo. Ampak to mislim, da je nekako tako splošna ta. Gluhi. On ima avtomatski snus. Ja, veš, ko mi je ful všeč, kako vsako stvar, ko ti neko oviro, a ne, omenim, ti rečeš, ja, se ima vsak to, a ne. Ja, kaj jo ima? Ja, Ne vem, najti mi enega brez katerekoli ovire. ne bi se dal Ne razpravljati. bi se moreš. dalo, ker ne moreš, ker Ja. jih ni, ne. Vsak ima nekaj, no. Zdaj enim je ena ovira vidna, kakor te pa meni, enim pa nikoli ne bo. To neki parkirajo brez kartice na invalide. Tismo je tudi vidna, ne. Nevidna. Nevidna, ja. Ja, Kako pa na to gledaš? Ja, meni je to zmeraj, jaz imam zmeraj v glavi en tak notranji boj, a bi se šel kregati, ne skregati, ampak bi ga opozoril, a ne. Ali mislim, da sva ista pri tem notranjem Ja. boju. Ne vem, glej, ne vem. Lahko da je res samo za 5 minut. Lahko da, če se ne držiš vedno cestno-prometnih predpisov, ali da malo hitreje pelješ, ali pa a imaš pol pravico onemu težiti, ki je za 5 minut parkiral. Glej, jaz bi tako rekel, če poznaš razlog, zakaj so ta parkirna mesta širša, pa še vseeno to narediš, pol si idiot. Če pa ti parkiraš tako zato, ker sploh ne razmišljaš, pa nisi nič kriv, nisi nič kriv. Si, ne, ker si tam zaparkiral. In ja, ta notranji boj je, glej, marsikdaj sem že avto tako naredil, sem pač zaparkiral tega, sem avto tako pustil in pol imel isti izgovor, saj samo za 5 minut. Marsikdaj nisem nič naredil, marsikdaj sem opozoril, pa sem neupravičeno opozoril. Marsikdaj so tudi mene opozorili. Tako da ja, ne vem, kaj naj si naslednjič, ko bom za parkirano mesto mislim, a bom ali ne bom opozoril. Po mojem odvisno situacije, pa koliko se bo meni dalo
ukvarjati s tem, ne. Če ga bom sam zraven lahko parkiral, ja, valjda se ne bom ukvarjal, ne. Ja. Tako da ja, ne vem, jaz rabim širše mesto zato, da dam voz zraven, pa da Ja, saj to, lahko vrata do konca odprem, ne. To je glavni razlog. Ne zato, da sem bližje trgovini. jaz mogo že parkrat reči komu, da mi je avto ven spravil. Ja, to tudi, to tudi. Ampak ni bil pa na unem parkingu invalidskem, ampak je nekdo pa tako blizu parkiral. Ja, Enkrat mi je pa en zaparkiral na invalidsko, te rumene črte, a ne, poševne, takole na par centimetrov od avta, direkt pred invalidski znak. Tako prav, jaz tako 15-20 minut ga čakam in on tako pride nonšalantno, pač sem rekel, veš, kje si parkiral? Jo, kaj je narobe? Sem rekel, ja, ne vem, tlele si mi zaprl, nisem videl. Sem rekel, ja, čakaj, tlele imaš znak direkt pred sabo. Nisem vedel, da to pomeni. ja, veš, pa so že spet osnove nekega cestnih Mi je predpisov. začel tako, pa je rekel, sorry, se ne bom več, prvič sem tako parkiral. Sem rekel, ja, v redu, pač imam očitno ful srečo, sem naletel na to, a ne. Drugič pa se mi zato opravičuješ, da se me znebiš, ali zato, ker ti resnično žal, a ne, ker nimam glih občutka, da Saj to, se ti da Ja, pol s takimi ja. razglabljati. in ja, je pa tako, to je pa ista situacija, ki si prej že omenjal večkrat, a ne, da saj nisi edini na svetu, a ne, ko se ti svet podre zaradi tega, ke te je en zaparkiral. A ne, kolikokrat te nekdo kje zaparkira, tudi one, ki nimajo invalidskih kartic, tako da Ja, sam nam se malo lažje lahko to zgodi. Malo več razlogov imamo, ja. zakaj, ampak ja, glej, tudi sam nisem najbolj vešč parkiranja, no. Ja, meni tako pomaga ta vidik, da ne gledam, da je to meni nekaj naredil, a ne, da je meni mesto zasedel, ampak kako si rekel, ta kontekst, da razumeš, a ne, da rečeš, okej, ni se to meni zdaj zgodilo, jaz sem samo v tem trenutku sem prišel, ker se je to zgodilo, a ne. In pol v bistvu ful bolj objektivno, ne čustveno na to gledaš. Ja, tako je treba, mislim, da malo pogledati te stvari. A imajo še kakšno pametno za zadnji meter? Zakaj zadnji meter? A zakaj zadnji meter? Ja, Vse 3 zlate medalje sem v zadnjem metru v bistvu dobil, ko čisto na koncu je bilo, a ne. In mi je tudi ta filozofija med poražencem, zmagovalcem ali pa med tem obupaš ali vztrajaš, a ne, ker konec koncev ni nujno, da si prvi pa si, ali pa drugi, tretji pa si poraženec, ampak ali si vztrajal, a ne. In ta zadnji meter, tista prelomna točka, psihološka prelomna točka. Ti, ne vem, si imel zadnji meter v času mogoče ali onega dogodka, ko se ti je zgodil, pa si mogel v tistem trenutku izbrati, v katero smer boš razmišljal, a ne. In to je meni, se pravi, heroji so tisti, ki so samo 5 minut dlje vztrajali. ja, a Mislim, ne, sam, ja. ker na koncu imaš, vedno se v zadnjem trenutku vse preloma, ne. In tudi zato sem rekel, da želim ta podcast delati, ker da ne govorim samo jaz svojih zgodb, ki jih ponavadi kot predavatelj ali pa knjiga, a ne, ampak da drugim, ki ste še bolj zanimive stvari doživeli v življenju, lahko ta svoj vidik pokažete, pa mogoče nekoga opogumite, ne. Če bo nekdo poslušal, ke se mu je zgodila nesreča ali pa karkoli, ima bližnjega, da ima možnost neko informacijo imeti. Pa misliš, da bi mogel tistih 49 metrov prej tudi kakor zadnji meter odplavati? To sta imela Sečnik pa Aleš, njegov trener, kuhar, ono šalo, da začni hitro, pol nadaljuj Pa še pa sam hitreje, še pa na jačaš. koncu pa zadnji meter pa do konca. Ja. Ja, ampak se mi zdi, ja, tako pač, če ne vztrajaš celo pot, a ne, tudi zadnjega metra ne moreš glih, če smo malo poetični. No, vidiš, saj točno zaradi tega zadnjega metra, prej, ko si vprašal, kdaj se soočam s tem, da je nekaj ne morem ali kaj ne. Takrat, ko res ne morem več vztrajati, ko ne vidim več poti, no. Pa ko probam še stisniti kaj iz sebe, ko probam eno novo stvar, takrat pol rečem, okej, tule pa mislim, da res sem premagan, pa da rabim malo spustiti. Je to občutek frustracije ali je To je pol že čez frustracijo. nemoč? To je že pol že čez frustracijo.
praznina, bi prej rekel. Ko je nekaj frustrajoče, vsaj jaz takrat tudi moč dobim. Pa ideje, pa razlog za to, da vztrajam. Ne. Polka pa vidiš, da res ne gre, pol je pa bolj sam praznina. No. Pa si daj to frustracijo premagoval z jezo, ali si jo večinoma s tem obstaja rešitev? Tudi, ko me prime jeza, jo probam preoblikovati v to, da jo pa kar preoblikujem v to, da obstaja rešitev. Ker z jezo si boš sam kaj poslabšal, no? Vsaj do zdaj sem si. Če pa jo preoblikujem v to, da obstaja rešitev, pa da bom raje to energijo, ki bi jo z jezo porabil, dam v neko rešitev, imam več možnosti. Pol, no. Te bom vzel za osebnega kovča. Evo me. Ne, ker ja, sem se pa tako naučil to kot skozi jezo filtrirati in so velikokrat mi uspelo, ampak ja, si rekel, ogromno energije izgubiš za brez veze, oziroma da to spustiš in greš naprej, je pač res. Predvsem sem se pa tako gledal nazaj, ne? Kaj se hočem spomniti, tudi če mi uspe. A to, da sem bil vmes ful jezen, ali to, da sem res proaktivno iskal rešitev, pa sem imel lepš, kakor če bi bil res jezen pa zafrustriran. To je. Mislim, da si zelo lepo povzel celoten pogovor. Bi se ti zahvalil, da si prišel, si vzel čas. Hvala za podelil povabilo. svojo zgodbo vsem gledalkam, gledalcem, poslušalkam, poslušalcem. Če vam je bila epizoda všeč, pa lajkajte, šerajte, komentirajte, priporočite. Hvala. Ljudje me vedno sprašujejo, kako si dosegal svoje cilje. In odgovor je zelo preprost. Dovolj znanja in dela. Ne potrebuješ licence, ne potrebuješ milijonov. Potrebuješ samo znanje in pogum, da začneš. In kot svetovalec za plemenite kovine si gradiš svoj posel. Ustvarjaš aktivni prihodek, ko svetuješ, pasivni prihodek pa, ko tvoja mreža raste. Jaz sem se iz bazena preusmeril v podjetništvo in ti lahko narediš isto. Vprašanje ni nikoli, ali zmorem, ampak kdaj začnem. Več o ponudbi pa preveri na povezavi spodaj.